Iz svetega evangelija po Janezu. Tisti čas je rekel Jezus Nikodemu: Nihče ni šel v nebesa, kakor tisti, ki je prišel iz nebes, sin človekov. Kakor je Mojzes povzdignil kačo v puščavi, tako mora biti povzdignen sin človekov, da bi vsak, kdor vanj veruje, imel večno življenje. Bog je namreč svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče ne pogubil, kdor veruje vanj, ampak imel večno življenje. Bog namreč ni poslal sina na svet, da bi svet obsodil, temveč, da bi svet po njem zveličal. Kristusov Kadar kristjani v svojih domovih na steno obesimo križ, pa ga obesimo zato, da bi to bilo znamenje vsem, ki pridejo, da so stopili v krščansko hišo, je to sicer v redu, ampak je narobe, veste. Križ smo mi sprejeli kot znamenje krščanstva. V osnovi pa križ ni znamenje krščanstva. V osnovi je križ zdravilo. Vam bom razložil. V današnjem evangeliju smo slišali, da je Jezus sebe primerjal z bronasto kačo, ki jo je Mojzes podvignil v puščavi. Bog si je izbral judovsko ljudstvo, se z njimi matral, delal čudeže, s katerimi je prepričal faraona, da jih je odpustil iz suženjstva. Jih vodil skozi puščavo, ampak ti Izraelci so najprej postavili zlatega teleta. To je zdaj naš Bog. Godrnjali so, se pritoževali in verjamem, Bogu Atu so šli res do amena na živce. In ni čudno, da je poslal strupene kače, ki so jih pipale, oziroma grizne. In Mojzes je postavil na obesu bronasto kačo, kdor je to kačo pogledal, je živel. S to kačo se je Jezus primerjal in na prvi pogled je to čudna primerjava, v resnici pa niti ne. Človek namreč, ki ga ugrizne strupena kača, se po njegovem telesu začne širiti strup. Kače imajo različne vrste strupov, ampak praviloma ta strup vpliva na živčni sistem, da začne odpovedovati, začne se starjevati kri, razpadati živo tkivo, na koncu vsekakor nastopi smrt. In to zastrupljenost lahko kristjani prenesemo v svoje vsakdanje življenje, seveda v simboličnem pomenu. Mi kristjani, bom govoril o kristjanih, smo vsak dan se srečujemo s kačami, ki nas grizajo in nas zastrupljajo. In te kače imajo različne oblike. So skupine kač, ki nas hočejo prepričati, da tisto, kar je bilo še včeraj nesprejemljivo, bolno, zblojeno, je kar naenkrat normalno in pa pravilno. Reklame nas zastrupljajo s prepričanjem, to moraš imeti, če tega nimaš, nisi normalen, če tega nimaš, ne boš srečen, ne boš zadovoljen. Politiki, gospodarstveniki nas vlečajo za nos, kolikor se le da. Pomembni so ljudje, ki trpijo tam daleč nekje na drugi strani kugle, tisti ljudje, ki trpijo nam pred nosom, so pa za njih nepomembni. Veliko oblik, veliko različnih vrst kač in pa veliko različnih strupov smo deležni kristjani vsak dan.
In smo zaradi tega zastrupljeni, kot so bili Izraelci, ko so jih kače grizle. In ta zastrupljenost se kaže in ima za posledico duhovno otopelost, versko smrt, izgubljanje veselja do življenja, črnogledost na svet, saj je vse brez veze, saj se nič ne splača, farji neki nakladajo, papež leži na zlatu in tako naprej in tako naprej. To so posledice zastrupljenosti, kateri smo kristijani izpostavljeni vsak dan vedno znova. In zato pa imamo križ, kot so imeli Izraelci bronasto kačo. Ker ko pogledam na križ, je križ kot zdravilo, kot signal, kot znamenje, ki me spomni, ti si kristijan. Jaz sem za tebe trpel, za tebe umrl, sem šel na križ. Vse svoje skrbi, vsa svoja razočaranja, vse svoje bolečine, pa tudi vse svoje radosti in veselje mi lahko prineseš. Mi lahko izročiš. Vsak križ sem pripravljen nositi s teboj, ti pomagati in te podpirati. Vidite, znamenje križa ni zgolj in pa samo znamenje, da sem kristijan, ampak pravi pomen križa je, da je to za mene zdravilo, kot je bila bronasta kača za Jude. Da pogledam nanj, da se spomnim, da se mi odprejo oči, da se zopet naštelam, da najdem pravo pot, lahko razlagamo s takimi in drugačnimi izrazi. Ampak dejstvo je, križ je v tem smislu za nas kristijane kot zdravilo. Zato je fajn, da zvečer, ko pridemo domov, vsi popikani od takih in drugačnih kač, s katerimi se čez dan srečujemo, da se ustavimo pred križem, da damo Jezusu šanso, da me pozdravi in pa pozdravi. Amen. Verujem, Prosimo, da usliši nas.
uničujejo za svojo vero med krstniki. Prosimo, da razliši nas. Naj bolni in osranjeni prek svojega trpljenja odkrijejo moč tvoje ljubezni. Prosimo, da razliši nas. Naj bodo pokojni, ki so v življenju nosili križ velikih preizkušenj, deležni tvojega plačila. Prosimo, da razliši nas. Jezus, naš odrešenik, usliši naše prošnje in nas podpiraj pri zadevanju za dobro. Naj v stiski še bolj občutimo tvojo bližino, ki živiš in kraljuješ. Amen.